Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Tako je, pa smo jih dočakali. Gregor Skočir in Alen Stržali, pozdrav in dobro jutro. Dobro jutro. Prvo borca, staro borca v zasedbi. Jutranja tipa vem, da nista, ampak vendarle uspelo vam je priti. Kakšna je pot iz Ljubljane do Maribora v takšnih jutranjih urah, recimo? Ja, v jutranjih urah v redu, to nekako še preživiš. Bolj je problem z vsemi temi deli na cestah, tako da tle smo malo daljšo zgodbo imeli. Ampak nas je pa lepo vreme pričakalo in zato lahko rečemo samo, da še to, da smo zelo veseli, da smo prišli in da komaj čakamo na današnji koncert. Ja, in da se je včeraj zlilo, tako da danes ne bo niti prevroče, kajti včasih je okoli 10. ure bilo treba že kakšno majico zamenjati, ne? Ja, ne vem, to sem prej slišal, da se pri vam zlilo, pri nas v Ljubljani ni se nič zlilo, je bilo, bom rekel, je obdržalo vreme, tako da evo, danes ni lepšega, res ne moreš verjeti. Kot je Gregor omenil, tudi dela in vse reči. Alen, inspiracija za kakšen komad lahko pride v vsakem trenutku, ne? Predvsem takrat, ko človeka nekaj zmoti, ne? Se kdaj v avtu tudi zalotiš na poti, da se v ozadju najde kakšna lirična podstat ali kaj takega? Ja, vedno se najde, ne? Vedno, ko pride muza oziroma ko pride trenutek, ne? Ko ti ujame nepripravljenega, tisti so najboljši verzi in ne? Tako da sploh, če si na cesti, pa kakšno brhko dekle pripelje v kakšnem avtomobilu, ne? In je pa tako lažje najdeti inspiracijo. Potem je potrebno vklopiti ta snemalnik na telefonu in malce kaj zamrmrati ali ostane v spominu? Zamrmram, ja, ker v spomin je zelo slab, kot pravi že pesem, in je še dobro, da imamo danes tehnološke pripomočke. Ja, tehnološki pripomočki danes shranijo vse, včasih smo imeli malce pravico do pozabe, ne? Če pogledate seveda kakšnih 30 let nazaj, ampak vendarle, Bigfoot mama vibrira naprej, seveda je danes drugače, družinske obveznosti in ostale reči, ampak imate te fantovske dneve še, ko se enkrat tedensko dobivate ali koliko časa se dobivate na placu, recimo? Ja, sigurno Koliko enkrat na teden. Ja, je še ostalo? Ja, seveda, že vaje so recimo obvezne, ne, enkrat na teden in seveda koncert, ne, skoraj vsak teden imamo koncert, tako da se zihar dvakrat na teden družimo in še vedno so te fantovske debate in fantovski filmi, kukor da ne bi odrasli za tiste časa, ne, ampak je fajn, zaradi tega, ko uživamo, ker ni nobenega prešerja, ker si sami določamo tempo in vsebino, tako da. Upravičil ni, ali so? To je ob torkih, torček, norček mi rečemo. Mi imamo vsak dan nekako položen v svojo zgodbo, tako da ponedeljek nas ni, to je ponedeljek je za profesionalce, tisti navadno smo takrat doma. Torček, norček, sreda seveda, četrtek plavam kot krtek, petek je za materije, soboto, da ne bo pomota in pa nedelja liter vina in kilo zelja, recimo. Ja, potrebno je poskrbeti za telo in duha, ne? Ja, namreč si razbral. Ja. Ampak vendarle, kar se ustvarjanja tiče, to pa se je verjetno najbolj spremenilo, ne? V samostranjalni potek, kar se tiče novih komadov. Besedilo ali muzika, kaj je prej ali čisto? Ne, pravzaprav se ni, zaradi tega, ker že od vsega začetka pri nas to zelo naravno poteka. Se pravi, ko imaš inspiracijo, recimo jaz nikoli ne, tako da bi rekel, ne, zdaj pa pol ure časa, zdaj pa en komad naredil, to ne gre tako, ne. Takrat, ko pride navdih, pride, ne, tako da je zelo naravno in še vedno se prepuščamo temu. Se pravi, nič ne delamo na silo in delamo absolutno tako, kot nam v trenutku paše, ne glede zdaj, je to moderno ali ni moderno. Tako da se pa mogoče malo spreminja, kar se tiče pa samega aranžmajskega pa producentskega dela, ampak to pa seveda iz plošče v ploščo, se pravi, kakšni novi zvoki, kakšni drugačni efekti pa tako naprej, ampak ne odstopamo pa bistveno od tega klasičnega Bigfoot mama sounda. Zdaj plošča, kot je Alen rekel, Grega, ne? Plošče se danes še snemajo ali se samo singli izdajajo ali kako? Ne, plošče se še snemajo, tako da mi, edino, kar je naša razlika, je bila ta, da smo mi lansko leto, s predlanskim letom, lansko leto smo začeli izdajati single, tako da smo zdaj pa že do singla številka 3, ampak smo lih pred tem, da bomo začeli počasi sestavljati tudi še naslednjo muziko in nekako z naslednjim letom tudi izdati novo ploščo, tako da ja, plošče so še se snemajo. Ampak ja, to, kar smo brali malo drugačno zgodbo, malo drugačno pot,
ampak glavnina prihaja in ko mi čakamo studija in pač samega procesa dela. V bistvu ti sprašuješ, če prav razumem, koliko se danes še sploh splača Ne, pa vse je dobro za okolje, ampak splača ali ne. Gre se za to, da pač neka album je včasih bil pač pokaži, kaj imaš. Na vsake toliko časa, to je zdaj naš katalog, če temu rečemo. Je pa drugače sigurno. Se je pa industrija spremenila. Ja, seveda, od internetizacije muzike naprej so minili te zlati časi, kot jih mi poznamo še glasbena industrija, ko si imel single in potem si imel ploščo, in je ploščo, ki si jo kupil recimo od svojega najljubšega meda, to si jo kot relikvijo častil, vedel vse tekste na pamet, od enega do prvega do zadnjega komada. Danes gre pa to tako hitro vse naprej, da noben nima več tega potrpljenja, da bi celo ploščo poslušal, in je to malo mogoče težko, ampak za glasbenika je pa to še vedno pač, da zaokrožiš nek projekt, da imaš neko zgodbo pripoveduješ. No, vse to je to, stališče umetnika, kako ustvari svoj izdelek, svojo umetnino. Čas je, kot je Alen dejal, čas. Včasih je prišla plata, pa se je mulc ali dekle, smrklja, če želiš, nekdo ulegel na posteljo, in pač 45 minut in se je nekdo zdaj čas, Zdaj pa je vse tako hitro. Ni več koncentracije, ni potrpljenja. Ja, res je to. Res je. Odlične plate prihajajo ven zvokovno, pač mi kot glasbeniki, to mogoče malo bolj še zmeri starejši glasbeniki, kot, to še nekako zmeri lahko konzumiramo malo na drugačen način. Ostalo pa, če ne zadane prvi riff, če ne zadane prva kitica, preklopijo radio, preklopijo televizijo, karkoli že. Ja, tudi standardi so se znižali, kar se tiče recimo tekstov, mora biti lahke besede, mora biti take, ki so razumljive na prvo žogo, in to je mogoče za umetnika res malo neinspirativno. Nisi zaradi tega v tem poslu, pa zdaj, če je posel v pozitivni ali negativni konotaciji, kakorkoli. Dobro, preden se k glasbi obrnemo, zanimiva misel se mi je utrnila, recimo, ko smo v 90-ih poslušali stari rock, smo stari rock lekli glasbi, ki je bila 20 let stara, iz 70-ih, Danes, ste v bistvu vi, 30 let na sceni, in ste torej kaj zdaj že več kot stari rock. Ni to ta zanimiva percepcija, Takrat smo 20 let staro muziko poslušali in rekli, stari rock danes je grunge 30 let ali več star, Ja, mi sicer nismo bili nikoli grunge, Ne, govorim o neki časovni komponenti. Ja, to je pač zanimivo, ampak to tempus fugit, se pravi, čas gre naprej in tudi recimo, danes so Rolling Stones stari 80 let, recimo, in to ne bi nikoli predstavljali, sploh v 60-ih, recimo, ko so bili mladi dečki, pa poglej, še vedno, kakor da se ne bi nas zgodilo, dobro, pač en lahko igra, en ne more, en je v dobri kondiciji, drug ne, ampak kdo bi si mislil, kdaj, da bodo Stonesi, da bomo gledali 80-letne starčke, pradetke pravzaprav, na odrih. Tako, in to je tudi iztočnica, seveda, za nekako prvo po vaši izbiri The Rolling Stones in The Stars. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, 8:51 minut, Grega in Alen sta tukaj z nami. Izven etra smo načeli kakšno zgodbo, pa ne bomo zdaj recimo o tej zgodbi, ampak se je pa zgodb kar nekaj nabralo. Je kakšna taka, s katerim se z veseljem spomnite na njo, ali pa se morda včasih nista, danes pa je že malce smešna. Prigoda, kakršnakoli recimo. Ki je za javnost. Mislim, za javnost jih je veliko, sem spomniti se jih je treba. Ena ti pride na pamet, ko rečem zdaj, kaj se je zgodilo v preteklosti. Neka slika se pojavi. Kakšno snemanje videospota, ali pa prve križanke. Kakšen Murphyjev dogodek, Murphyjev zakon se je ziherki zgodil, ko šlo kaj narobe, kjer bi. Narobe šlo veliko. Padci na odrih, recimo, padci pod odri. Ukradeni, ko daješ roko, ukradeni prstani. A tudi to? Ampak dobro, ti prstani niso bili, ne vem, kakšna huda vrednost, tako da me je glava in za tisto, ki si ga je recimo vzela, je bila si... Ja, potem delal tako najgavarne, kje je to bilo že. Mogoče celo čez usta dala in rekla, to je moje. Ne vem, recimo take stvari, zdaj to so čez take banane, da bi pa kaj tako, najbolj se kaj zgodilo.
Doskrat se mi pogovarjamo, ko imamo čas od tega, se spomniš, pa zdaj na komando se spomnite. Na komando se spomnite, pa imate že. Ampak vendarle, nekaj je bila tudi kakšna ideja, če bi morda kdaj, ne da je to zdaj napoved, ampak morda se kakšen dokumentarec kdaj posnel, ne? Se je že. Ne. Bigfoot mama že ima dokumentarec. Ja, to, ampak... Od takrat naprej, ne? Takrat naprej, 16 let je to, ja, to so res. To se pa zdaj pravzaprav snema. Zrela leta. Zdaj imamo enega fanta, ki nas snema, ker namreč bomo naredili en dokumentarc o tem času, oziroma zdaj, kako snemamo novo ploščo, pa to, pa ko delamo komade, pa ko bomo šli snemati, pa to, tako da zna biti en tak drugi polčas. No, to. Ampak vendarle, kako je danes, pač ne bom rekel nujno zelo, ampak pač potrebno je seveda biti tudi vizualno prisoten na vseh kanalih in pač tako je, ne? Če se brand ne pojavlja, če te ni. Včasih so bili pač video spoti, danes je vse to skupaj. Kako recimo vidva se soočata s tem, s to prisotnostjo, ki je? Jaz sem bil 3 dni nazaj, pa 2 dni nazaj smo bili pač delali smo neko zgodbo, kar se tiče promocije koncerta, ki se bliža to, Siddharto, ampak to mogoče kdaj drugič ali pa kasneje. In povem ti, da so prišle neke mlade punce, ki so pač snemale neke določene stvari in pač so mi dale za prebrati ta neka vprašanja, oziroma so mi skoraj položili odgovore, ne. Ampak jaz žal tudi enega vprašanja nisem razumel, ker je bilo noter po vsakem 3., 4. besedi pač neka angleška varianta, ne. Zdaj njim je to čisto normalen jezik za pogovarjanje, tako da sem rekel, jaz se opravičujem, ampak boste mogli mi malo prevesti, preden sploh pridem do kaj. Sicer zanimivo vprašanje, ampak se pravim, toliko težko mi je bilo in sem prav 1 uro v Švico, pa ne samo pri njih, še eni podobni taki so bili še za neke druge stvari, tako da ja. Kaj jaz vem, ne vem. Mislim, težko mi se v bistvu težko znajdemo tle, ker nismo iz te generacije, ne. Mi smo una doba pred internetom, ne, ko smo ob analognih zadevah odraščali gor, tako da nam niso čisto jasne te zadeve, ne, ta dinamika družbenih omrežij, ampak imamo pa za to ekipo mlade ljudi, ki to obvladajo in danes se lahko samo tako na ta način boriš za to konkurenco oziroma za tem pritiskom, ne. Zdaj, Bigfoot mama ste zmeraj bili pač pristni, kar se tiče muzike, besedila in vse ostalo, ne. In danes, če se hočeš prezentirati in biti pristen, moraš nekako najti tisto, ne zaigrano nič. Zdaj vam to ni problem, ker ste, ne, ampak kot je ravno Grega predajal, pride se pa včasih z nekim scenarijem, kjer bi se naj zaigralo to pristnost, ne. Ja, mislim, težko je, se pravim, ampak lej, zato so, kakor je povedal, zato so ljudje, ki skrbijo za te stvari. Jaz, če ti čisto po resnici povem, ne znam teh stvari, ne obvladam teh stvari in tudi v teh letih nimam niti energije, da bi se jih naučil, ne, oziroma da bi bil mogoče malo bolj, recimo, mogoče naš Dani mogoče malo bliže tem stvarem, ker pač ga najbolj zanimajo, oziroma ima čas razmišljati o teh stvarih. Mi smo delač o teh raznih zgodb, influencerskih pripetljajo, likov in tako naprej. Še niti nismo vsi na Instagramih pa na teh Facebookih, jaz recimo še nisem videl TikToka ali kaj že, to še recimo nisem se soočil s tem. To je bila vdaja. To je bila vdaja, včasih, ja. Jaz sem sicer na Facebooku, ampak nisem še nobene stvari objavil, niti nisem lajkal, niti nisem komentiral, samo delim kakšne stvari, to še znam, no, da daš share, s hare piše in potem se to kar podeli na tem tvojem zidu. Ja, mi smo včasih bolj uporabljali besedo poharaj, ne, zdaj pa je pošeraj, ne, recimo. Ja, recimo, jaz tudi teh besed naberem, meni sem rečel, kam moram, puščica, jaz bolj znakovno se spravljam na te družbene omrežja. No, ampak sreče, žame že veliko. Sreče so pa videospoti, so pa še preživeli, ne, to pa je bilo seveda tudi že včasih. To je tak zanimiva reč, nekoliko ste sami vključeni v scenarij za videospot, koliko se pa pusti režiserju, recimo. Odvisno od komada do komada, od scenarija do scenarija, ker je odvisno, kakšno inspiracijo da nek komad, ne. Včasih že vidimo neko zasnovo, ampak če dalje bolj rajš dajemo režiserjem proste roke, zaradi tega, ker hočemo, da tudi on pridoda en svoj, zato pač zaupamo takim ljudem, ki to znajo, ne. Ja, tako je recimo tudi ta Anton Corbijn deloval, ne, če se spomniš, on je pač poslušal konkretno, ne vem, muziko, YouTube je poslušal in šele kasneje je rekel, zdaj gremo pa spot delati, ne. Nekako to je delovalo, ne. Radio SI Main Stage.
Radio Sci Main Stage, Bigfoot Mama, Grega in Alen z nami. Sonce je malce že segrelo, vidim, ne, pa tudi sprehajanje po strunah in ogrevanje vokala. Zadovoljna? Ja, tonsko probo smo lih kar imeli na strehi, super je, sonček sije, prav kljub tej uri, ki ni moja ura, sem prav užival, no, tako da... Se malce bolj živega počutiš, malce se Ja, tako kot neke prebudiš. sanje, kot da še spim, pa da sanjam to mogoče, se bom zbudil pol čez par ur. Dobro, sej, zdaj iz odra do tal ni takšna razlika, tako da če te slučajno zanese, ne, pa čez desno nogo najprej dol pa. To je res, ampak klele iz terase do dol je kar velika, ne. Na levo stran pa ne priporočam. Na levo pa ne. Res je, ja. Ok, pa na desno, veš, ko so drevesa. Pravo. Ali pa nazaj do Jožeta, ne? Pa se nasloniš. Grega, gledati v sonce z sončnimi očali ali zaprtimi očmi, kako bo danes to kaj šlo? Po mojem bo kar sončno čas, da sem na tedi ob Triskaj gori in sem ti povem, da je bilo kar malo trpljenja, ampak res, danes je res močen sonce tukaj, tako da ja. Tonska za nami, super, krasno vse skup. Dobili smo tudi potrditev, da ste dobro in v redu tehnično zmiksali, tako da smo zdaj neke zadeve poslušali in ko mi čakamo, da pridemo na oder, seveda. Ja, zdaj smo si roke podali, ne? Vi ste v redu, mi smo v redu, potem pa čakamo, kaj bo na koncu izpadlo. Ne? Ampak vendarle, preden še pridemo do samega koncerta, še kakšna beseda ali dve. Načrti v bližnji prihodnosti, seveda tudi kakšni koncerti, ne? Ja, imamo par koncertov, mislim, imamo kar precej koncertov. No? Zdaj, prvi je na vrsti ravno zdaj to soboto v Studencu pri Moravčah, a kje že, a ne? Tam nekaj. Studenec pri Kartini, Moravče, ja. Isti. Akustika z godali, pa to ona razširjena zasedba iz Cankarjevega doma. Potem pa imamo še nekaj koncertov poleti, takšnih in drugačnih. Potem se hkrati pripravljamo na veliki koncert novembra, ki bo Siddharto, ta Sound Clash v Stožicah, dvojni koncert, se pravi 2 dni. Ne. Hkrati pa seveda najpomembnejša stvar, pa delamo novo ploščo in bomo šli snemati nekje tam januarja, upamo, in da bo spomladi prihodnje leto je šlo, tako da potem pa spet nova garnitura koncertov in promocij, tako da se že kar veselimo. Kar veliko dela, kaj ne? Ja, seveda. Ampak gledaj, sej to je, ne? Zato si na tem vlaku. Ne? In kot kaže, za vlake Bigfoot Mame ne bo zamujal. No? Slišati je, da so postaje skrbno izbrane, ampak vendarle, preden se vrnem še k plošči, ki nastaja, akustika, ne? Je neka dodatna trema pol prisotna, ne? Tukaj, ali je to tista češnja na torti, recimo, da tu in tam. Ne toliko dodatna trema, ampak dodatna treznost, ker so ja, zgodni koncerti, sedeči, publika je bolj komorno, saj na začetku je tako razpoložena, seveda, ko pridemo gor, je tišina in potem aplavz in potem spet tišina, ne tako kot pač v operi ali pa ne vem, na filharmoničnem koncertu, ne. Tako da je za nas to neka nenavadna izkušnja, ne. Ampak ti odpre pa veliko drugih polj, veliko drugih možnosti, predvsem glasbeno širino, ne, večja koncentracija. No, viš, s takimi koncerti pa lahko še publiko dobiš na to, da aktivno posluša, ne, da ni samo veselica, ampak da je tudi nekaj več od tega. In potem, Grega, kdaj imaš občutek, da je treba po vsakem komadu še kaj povedati tudi tako? Jaz zelo rad govorim, samo zaradi tega, da se spočijem in da nekako ljudje začutijo to pristnost in ta žar borbe, ki ga čez koncert zmeraj imamo radi. Ja, da, ja, veliko govorim. Ne vem, kako pa povem, to pa ne vem. Pa nekaj časa Veliko kupiš pa fantom, ne, govorim. da se veš ono, ki se vsi pogledajo, smo se zdaj nastavili za drugi komad. Ne. Ta komunikacija na odru, to je verjetno terjeno na začetku nekaj, kako ste se pozicionirali, ne? Kako se je bilo to loviti, ali pa včasih, ko gre kaj narobe, kakšni to so neki pogledi, kako se potem izvlečete. Včasih Daniel, ki bi mogel začeti komad, ali pa recimo Grega, ne, se pa čakata en drugega, zdaj kdo bo začel, oziroma ne, ampak dobro, to je pač del tega. Nekaj Del disanja. šova. Ja. Del šova. Ja, keep the fire burning, oziroma the flame alive, ali kako. Nova plošča, kaj lahko rečemo že danes v njej? Dobro, single že zdaj nekaj jih poznamo, ampak vendarle, kdaj se boste ustavili pri številu komadov, ali pri neki minutaži, ali kako recimo? Ja, nekako bolj je pomembno to, da je zgodba zaključena, se pravi, album že mora nositi neko zgodbo, ne? Se pravi, zdaj bo to 9, 10, 11, 12 komadov, to ni pomembno. Čeprav nekako zdaj ciljamo na magično cifro 10, ki se nam zdi ravno zaradi tega, no, da se danes dolgih plošč ne posluša, tako da ja, 3 singli so že zunaj, še kakšen bo in mislim, da se obeta ena zelo fajn poslatica glasbena, no, za vse fane Bigfoot Mame. Kako je pa skrbeti za to vokalno kondicijo? Malce hrapa v glas moraš drževati, zato da je patina prava, ne?
to pa že, ne? Ja, dobro, to z leti pride. Ne. Je pa tudi res, da navadno zmeren glas je boljši, takrat, ko je malo več pauze. Ne. Tako da smo kar v enem zagonu, imamo kar veliko koncertov, vaj, takšnih in drugačnih nastopov, tako da sem malo zmatran, ampak še en teden bomo potrpeli, pa spet malo v počivanje. Če ne, pa ja, to je moja zgodba in ne morem ga več popraviti. No, zdaj, ne. Tako se je naštelo v letih. To je vsega in takšnega. Del znamke v vsakem primeru. Na koncerte se vozite potem skupaj v kombiju ali vsak ločeno z avtom ali kako je to recimo? Včasih smo se z kombijem vozili, in to smo s kombijem prevozili se po mojem Evropo in pol, ampak zadnjih 10 let recimo pa je pa tako, da tehnika danes že to omogoča, da ne rabimo hoditi na tonske vaje, ne? Tako da je bolj pomembno, da se mi doma spočijemo in gremo direkt na koncerte, pa recimo vsaj na večerjo, ne? Kakor pa če bi hodili s kombijem, bi mogli že ob 2 iz Ljubljane, igraš pa šele ob 10 zvečer in to je kar muka, ne? Mogoče za mladega človeka še ne toliko, ampak za nas pa že rabimo ta komfort. Ne? Ja, je pa pod neke vrste team building, ne? Če se pa voziš recimo skupaj v kombiju. Ne? Team building je recimo na večeri, se tudi tema bolj počas, pa pol tudi navadno po koncertu še spet team building. Tako da imamo mi kar dosti časa. In pa seveda točki, nočki, kot sem rekel, ste cele dneve lahko gledamo. Team building je skozi prisoten. Ampak sama set lista za določene koncerte, koliko je to naprej že vse določeno ali prepuščate še kaj na ključju na samem koncertu pa sproti? Ne, več ali manj imamo to zmenjeno, zaradi tega, da ni kakšnih presenečenj, neljubih na odru, ampak spreminjamo tako, setlista je živa stvar in se spreminja vsako sezono oziroma pač dodamo, kaj odvzamemo. Seveda vedno je središče tista železni repertoar Bigfoot Mame, ne? Ampak radi dodamo še kakšen cukrček, ne? Recimo zadnje čase velika dodamo Lauro na koncu, ne? Ker imamo tako posebno verzijo. In to pa je recimo spontano, da se zmenimo. Če je feeling, recimo ga zaigramo, če pa ne, pa nujno pa ni. Kaj pa tile bisi, ne? To je še zmeraj, mora to biti ali ti je včasih že čez glave? Ne, se pravi, navadni bis je še zmeraj v igri, ne? Liko, kar je pa rekel, z nas pa zgodilo, da je še kakšen bis, ne? Ali še kakšen tretji bis. Doskrat znamo s temi bisi pa tudi malo zafilozofirati, ampak ja, čist po feelingu. Ampak to je rock and roll. No, prej ste omenila seveda tudi koncert in me je nanesla beseda nekako tudi na sodelovanje. Ne? Zdaj, sodelovanje z drugimi bendi, to je bilo zmeraj tako, ne vem, mi pušnemo vas, vi pušnete nas, ali gre to bolj za neko to bratsko, za neko sobivamo na tej glasbeni sceni, recimo, kaj je tista neka osnovna motivacija? Ja, v primeru Siddharte je seveda, oni so naši generacijski kolegi, tako rekoč skupaj smo naredili sceno, takrat bili sceno v 90-ih in smo ustali v dobrih stikih, oziroma nikoli ni bilo tega nekega blaznega rivalstva med nami, ne? Zato tudi zdaj ta koncert, ki bo v Stožicah zgodil, ne temelji na temu zdaj tekmovanju, kdo je boljši in kdo je večji, ampak skupaj naredimo eno dobro rock veselico. Ne? No, vse to je bilo mišljeno, ne gre se za to, da bi se zdaj nekdo meril, ne? Ampak recimo, zdaj, če pogledamo, nekako je Pero mogoče vas nekako endorsal, ne? Pa so zdaj kakšni mladi bendi, ki jih lahko recimo potem tudi vi endorsate ali kakorkoli, še se dogajajo te reči? Konec koncev so recimo ta mlada generacija, sploh Joker Out recimo, ne? Oni radi povejo, da smo jim mi recimo bili eni glavnih vzornikov in tako gre to naprej, ne? Tako kot je bil Pero naš fotor, smo mi njihovi fotri, ne? Se pravi Pero v bistvu že njihov dedek na nek način, ne? Tako da to gre pa iz generacije v generacijo. Ampak tega pristnega rock'n'rolla se vam zdi, da je pri mlajših bendih dovolj ali je veliko malce bolj, pa v pozitivnem smislu reče, mogoče naštirkano, našminkano? No? Ja, tako kot smo prej rekli, ne, če si ide rock'n'roll preveč, si danes preveč underground, se pravi, tisti, ki so zares rock'n'roll bendi, jih po mojem sploh ne vidimo, ne slišimo. Pa tudi sam attitude recimo, ne? Ja, to pa seveda, ne, ampak spet ta oster attitude je danes spet riskanten, glede na to, da ne, se je tako publika in medijska scena obrnila, ne. Tako da ne bom pa rekel, da pogrešam, ker ni treba, ne, mislim, noben ni obvezan delati tako pa tako, ne, ampak pač mi smo drugače delali, mi smo bolj, mogoče malo bolj svobodno, malo več smo si upali, no, sigurno. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, za konec, da še malce pogledamo na današnji koncert. Bilo je potreba pogledati na uro in sestaviti nek pol urni set. Kako je to?
Ja. Je Alen rekel, to bomo igrali, Grega, ali kaj? Te bombončke, ki jih najbolj poslušamo, ne, in jih najraje tudi radi vrtijo, smo nekako klopili v ta današnji mini koncert, pa seveda tudi oba dva najnovejša singla. Ne. Tako da ne vem zdaj, lahko govorim, kjer komadi bojo. Vse lahko poveš, ja, se ni Ne govorimo o dež in pa seveda Metulje bomo danes tudi igrali. To, kar je zdaj najnovejše, če ne postalo pa Zim zeleni. Ja, ampak tokrat, spoštovani, če ste kjer v bližini regionalnega RTV centra, tudi spodaj na parkirišču, jih boste zelo dobro slišali, sicer pa vabljeni, da poslušate seveda preko našega video streama. Alen in Grega, hvala lepa za obisk, dober koncert bo, v to ne dvomim, tudi vsi koncerti, ki ste jih napovedali za naprej, in obilo ustvarjalne energije ter na pred zadnjo plato, ne? Ali pa nekako tako, ne? Da boste še naprej vozili ta svoj Absolutno, zadnja, kakorkoli, pa pred zadnja, le sigurno bomo še kaj naredili. Tako, nekako tako. Ne? Pravilno in hvala. Dobro, hvala vama in se vidimo in slišimo. Thanks. Radio SI Main Stage.